Rusija, mesto Sankt Peterburg. Stavba kadetnega zbora. Tukaj je vrh stavbe. Spodnji del je bil pogreznjen v zemljo. Izmerimo višino okna v 3. nadstropju. Primerjaj z okni v 1. nadstropju. Polovica višine okenskih odprtin je bila pod nivojem asfalta. Zgodovinarji pojasnjujejo, da se je zgradba pod lastno težo pogreznila v zemljo. Stavba naj bi se pogrezala počasi in postopoma. V zemljo se je pogrezla za centimeter na leto. Stara fotografija te stavbe. Fotografija je nastala pred 110 leti. Stavba je pogreznjena v zemljo do višine kot danes. 110 let se stavba sploh ni podrla. Niti centimetra, niti palca. Združila sem staro in moderno fotografijo. Jasno je razvidno, da se nivo cestišča v 100 letih ni prav nič spremenil. Višina v zemljo pogreznjenega 1. nadstropja je ostala enaka. Resnične fotografije so v nasprotju z zgodbami zgodovinarjev. Poglej vhodna vrata. Vrata porušijo simetrijo stavbe. Tukaj bi moral biti vhod, v osrednjem loku. Toda vhodna vrata so bila prekrita z zemljo. Vhoda niso prekopali, čez cesto bi pustila globoko luknjo. V drugih delih stavbe so bili polomljeni vhodi. Lažje je bilo prebiti zid, kot izkopati celotno stavbo. Tako velika zgradba se ne more pogrezniti v zemljo brez uničenja. Neumni zgodovinarji nimajo pojma, da se zgradbe vedno posedajo neenakomerno. Ta stavba je zgrajena iz opeke. Če je posedanje neenakomerno, bodo opečne stene zagotovo popokale. Stavba bo razpadla in se zrušila. Toda starodavna struktura je popolnoma ohranjena. Po arhitekturni zasnovi mora imeti stavba celotno prvo nadstropje in klet. Približno 2 metra je bilo pod zemljo. To so sledi katastrofe, ki jo skriva zgodovina znanosti.